moram deliti tale traktat, politični intervju Špele Kožar z Robertom Golobom o stanju na RTV, način ali pa kontekst, ko ga je Špela Kožar povlekla za jezik, je tako intriganten, tako grozljiv, ker kaj takega si en državnik, politik, predsednik vlade ne bi smel dovoliti noben srednjeevropski ali pa svetovni politik, ki vlada v demokratični državi, se ne sme tega dovoliti, kar se je dovolil Robert Golob, ko želi opraviti s tistimi, ki so prevzeli RTV, in omogočili, da se tudi malo bolj pluralno poroča, da ni samo levo enoumnih informacij, ko je zaslediti tako imenovano desno in levo mnenje, se pravi konzervativno in liberalno. Golob bi pa zdaj rad obračunal in bodo kaznovani Grah Whatmough, kdo? Uroš Urbanija, Rebernikova, kdo? Možina, Pirkovič, Vida Petrovčič, kdo bo koga zdaj kam dal, predstrelski vod, kako se bo s temi ljudmi obračunalo, ki so se borili proti enoumnemu poročanju. Depolitizacija RTV-ja pomeni, da bo levo enoumje, levih hlapcev, torej levih novinarjev, lahko vztrajalo še naprej. To je v nasprotju s kategoričnim imperativom, z etiko. Se pravi, mi moramo imeti levo in desno mnenje. Če ima levičari v oblasti nacionalno televizijo, potem konzervativnega oziroma desnega mnenja tako rekoč ni. In to je skregano s kategoričnim imperativom, ki ga je v filozofijo ustoličil Immanuel Kant. In tega Robert Golob ne ve. On bo pa zdaj aktiviral, ne vem, Gulag, kam bo zdaj šli, na Dob. Kdo bo odgovarjal, zakaj bo odgovarjal? Zato, ki je vpeljaval pluralnost. Mislim, ne vem, kam sem prišel, no. Zdaj bom share screen dal. Tale traktat si je treba zapomniti, ker je grozljiv. Grozljiv je. Pa se strinjate morda s tem, da bi morali povzročitelji tega stanja nekoč morda odgovarjati? No, se bojo, ampak ne zato, ker bi o tem politiki odločali. Jaz verjamem pravno državo tudi z vidika organov pregona. Če bojo ugotovili, da je nastala škoda, in pustimo čas v čas. Nastala škoda. Komu je pa nastala škoda? Tistim, ki samo enoumno gledajo na razvoj države. Obstajamo tudi drugačni, ki gledamo na razvoj države, pa na politiko, pa na družbo drugače, kot tisti, ki mislijo, da je njihovo mnenje zveličavo. Depolitizacija RTV-ja pomeni vpeljava enoumja, totalitarnega pogleda na različne družbene probleme. Jaz sem zelo prizadet, ker se na področju teorije spolov ali pa feminizma oziroma antifeminizma ne usliši tudi drugo mnenje. Ta LGBT ideologija s feminizmom na čelu bo ubila družbo, in o tem se ne sme govoriti. In tisti, ki govorimo, smo na črni listi, kadar je na oblasti leva scena, in RTV je bil, ne vem, tako rekoč 30 let pod ingerenco leve politike. To se ne sme dogajati. In zdaj tisti, ki zdaj lahko malo pluralno vpeljejo svoj pogled na RTV, tisti bodo zdaj šli kam? Predstrelski vod? Kam bodo šli? V gulage? Mislim, če leva scena ne premora sveta modrecev, ki bi temule Golobu pristrigla krila, potem ne vem, kaj se bo zgodilo. To sem moral posneti.